Avtorica Helena Cestnik je v svojem delu Žličkaričine noči pripravila 3 dramska dela. Prvo delo, to je Na mostu sama sam, je izvedla skupina iz Gimnazije Brežice. Drugo delo Na mostu sama pa je bilo izvedeno v okviru Kulturnega društva Svoboda Brestanica. Zgodba govori o 40-letnici, ki je v tem prehodnem svojem času začela razmišljati o svojem življenju. Rečeno je, da je to monokomedija, na trenutke je to res komedično besedilo, toda sicer pa zelo trpko. Most je simbolika, preko katerega ona stopa in se sprašujemo, ali bo stopila v življenje naprej, da bo iz sebe naredila nekaj, da bo sama s seboj zadovoljna in da bo z njo zadovoljen tudi svet. Delo je režirala Alenka Šet in mislim, da je to zelo sodobna zgodba, ki vsakega se dotakne v srcu in vsakdo v njej najde tudi delček sebe. Vidite, prasc, takole mi je priznal. Vsi moški so prasci. No, ne, on je tvoj oče in o njem samo vse najlepše. Kje je že to bilo? Teja. Dete je hotlo jest. Ja, pa ne po steklenički. Hotlo je moje Joške. Lepo vas prosim, zakaj jih pa imam? Saj ne bom za nobeno rabo več. Povešeni. Pa sem jaz rekla, Tejica moja draga, tudi ti boš parala. In sem jaz kupila lepo tisto Aptamil ali Babymil ali Humano, ne vem, neki pel prah, ki ga streseš v vodo, pa v stekleničko, takole tingel-tangel, pričvrstiš na plečko in deklice papa. Irena pa lepo k sosedi v miru na en čvek. Pa lukne in pije. Mati, ona pa učiteljica v 1. razredu. Veste, takrat po vojni si naredil 2-mesečni tečaj, pa si že učil. Jaz pa srednje ekonomstvo, pa 3 izpite na faksu, pa brezposelna. In to kasneje se zaposlila gor na inštitutu Marie Curie. To je mogla biti ena pametna ženska. Že ime ima tako. Marie Curie. Ja. Ampak ona, vse so bili ponosni na njo, na to sestro, ampak kasneje tudi name. Jaz sem ji dala vnukinjo. Ona pa suha češpla na suhi veji. Zarjovene dvičice, reveše samičice, pa se mi neha, to je napisal Prešeren. Se poznate tega tipa, ne? Potuje v Južno Srbijo, pa v Bosno, narja kot reka. Pa kaj, če bi mi lahko bil po starosti kot oče? Ja, veste, mi reče, da sem lepa kot Monika iz Bele hiše. On pa da je mogočen kot Clinton. Clinton, ja. Ma lepo dišeče cigare. Zakaj pa ne bi še jaz katero pokadila? Pa sem jaz lepo nalagala v moj skrivni fond. Irena pa že ne bo nobenega odvisna. Še najmanj pa od decov. Se mi je lepo nabiralo. Kurkinih delnica, kam je rekla kolegica, da zaradi tiste recesije treba to pretopiti v zlato. Ja, sem jo poslušala, imam kar srečo. Ja, pa še Jožek mi kdaj kaj primakne. Zaradi slabe vesti. Dobro, ne? Sem vam povedala, nekega večera pridem jaz iz kopalnice čisto gor. Stopim v bulevar, ne, v budoar, pa se pogledam.
s pravim orožjem kot pa svojim topičem. In škoda za vse tiste mimo itoče jebače, ki so kot 5 figurice. Ne boš ti več mene, sem se jaz spomnil na teje, pa njenega rojstva, pa moje obljube. Koliko let sem bila tepka. Se me še lastna hči ne more ceniti. Celo noč sem tuhtala takrat, celo noč. In dober sem vedela, kaj bom. Drugo jutro sem šla jaz v avlo, poklicala čisto vse po vrsti. Frizerko, maserko, zizazžistko, pedikerko, manikerko, vse. Lepotnega kirurga sem tudi, ampak sem se zmenila za drug dan. Plačala pa toliko, da me je sram povedati, ampak iz svojega žepa. Ja, ampak tole, veste, sem pa pustila za kasnej. Zna delovati učeno, ko bom popravljala pamet. Ja. Je bilo dolgotrajno to moje zorenje v tistih kokomu povojih. V kakih 14 dneh pa jo želel paziti. A si to ti, Irena? Ja, če bi me še kaj vprašal, bi me prepoznal. Pa me ni. Je šel rajši športat. Če ostane pa doma, gleda pa računalnik pa internet. Ali pa tiste svoje strokovne revije. Kak vem, da so strokovne? Ker takoj zaspi poleg. Ma pa dve. Men's Health in pa Playboy. To je baje tudi strokovno. To ne zaspi, dokler ne prediha do zadnje črke. Ma polne predale stroke, neki v hrvaščini, pa v bosanščini, ne vem, ne ločim dobro. Ampak sam ne mislite, da sem jaz tako zaludno, ko mislil on. Se moram jaz delati, da sem malce omejena. Zato, da ima on občutek, da je bam. Sem jaz takole udarila po mis. Kmalu po prvi preobrazbi, tako ne gre več. Ne bom jaz igrala več te omejenosti, to pa